sem na Manhattnu. Vidite tole stolpnico za mano? No, ta je v obliki manj, tako da je malo manj gosto naseljen. Vseeno pa so stanovanja tukaj pregrešno draga. In spet nisem tukaj zaradi frankfurtskih klobasic, ampak zaradi tega le stroja. Vidite, kako huda barva ima? Ja, samo zame so ga tam poštrihali, da bolj paše k moji torbi. Dame in gospodje, predstavljam vam novo Corso. Ja, res je nova, če bo kdo rekel, da so samo drugačne luči. Samo pogledajte ta čisto svež obraz in tole letvico, ki se takole krasno sveti. Maska je zdaj trapezoidne oblike in spominja na tisto pri Adamu, pokrov motorja pa ima takšno udrtino. Gremo naprej. Vidite, vrata so zdaj malo drugačna. No, to vidite samo tisti, ki ste imeli staro Corso. Potem ja, tole okno je takole zaključeno, zadnje luči so malo izbočene, gum za odpiranje prtljažnih vrat pa je takole skrit elegantno pod znakom. No, prostor tukaj je enako velik, ker ga je bilo očitno že prej dovolj. Pravzaprav so vse mere pri Corsi enake, le malenkost daljša je zaradi drugačne maske, to pa zato, ker je v osnovi tisto, česar ne vidite, pravzaprav enako kot pri stari Corsi. Ampak konkretno izboljšano, jasno, sicer ne bi mogli reči, da je nova, a ne? No, ko se boste vsilili v notranjost, pa ne bo več nobenega dvoma. Meni je najbolj pomembno ravno to, kako je avto poštiman v notranjosti in tole je konkreten napredek. Tile gumbi klimatske naprave so kar od malčka Adam, tako tudi tale zaslon. V bistvu so kar nekaj stvari kar skopirali, kar niti ni slabo. Materiali so boljši na otip in tudi izgled. Potem je nov še volan, ki zdaj lepše sede v roke in končno tudi merilniki, ki pri boljših paketih opreme ponujajo tudi velik zaslon, ki ne bode več v oči s tisto kričeče oranžno barvo. Ja, samo še nekaj preizkusim, preden nadaljujem. Nima daljinskega. Ja, nova je boljša. Se pozna napredek od prve generacije. Leta 1982 so jih začeli proizvajati in v 4 generacijah so jih prodali več kot 12 milijonov, nova pa je že 5. generacija. Na tem posnetku se lepo vidi napredek skozi leta, še bolj pa se čuti, ko se takole pelješ. Ja. Evo, zdaj sem v pravi. V takšni, ki jo boste v začetku prihodnjega leta lahko vozili tudi vi. Prvi občutek? Ja, bolje se pelje. Vodljivost je boljša, na volanu je več povratnih informacij, ker so mu čisto spremenili krmilni mehanizem. Podvozje je prav tako novo. Pazite, težišče so premaknili za 5 mm nižje od stare generacije. Glejte, vsaka malenkost se pozna. Masa se tudi ni povečala, podvozju pa so namenili novo geometrijo in blažilnike, kar se prav tako pozna po prvih kilometrih vožnje. Nova Corsa je polna novih tehnologij, ki jih prej v segmentu še ni bilo. Recimo Big Xenon in LED dnevne luči zdaj svetijo v ovinek, sprednja kamera pa vam pomaga med vožnjo s prepoznavanjem prometnih znakov, opozarjanjem na zapuščanje voznega pasu pred naletom, sam tudi prižiga dolge luči. Skratka, teži vam, če niste pridni za volanom. IntelliLink zdaj podpira več telefonov, ob pomoči mobilnega telefona pa omogoča številne funkcije. Stane 300 € in za ta denar dobite lep 7-palčni zaslon. Poleg ESP-ja in sistema za nadzor tlaka v pneumatikah bodo Corse na voljo tudi z ogrevanim vetrobranskim steklom, ogrevanim volanom, idealno za tole zimo, ki je pred nami. Že takoj pa je na voljo kot 3-vratni in 5-vratni model. In ker tudi pri Oplu delajo sodobne motorje, je v Corsi po novem še litrski 3-valjnik. Brez skrbi, protivibracijska balansirna gred bo skrbela za gladek tek. V dveh izvedenkah bo s 66 in 85 kW, torej 90 in 115 konji. No, nova sta tudi 6-stopenjski ročni menjalnik in 5-stopenjski robotiziran menjalnik EasyTronic. Potem pa sta tukaj še atmosferski 1,2-litrski in 1,4-litrski, pa 1,3-litrski dizelski CDTI, a ja, pa še 1,4-litrski turbo 100 konji, ki je v tem, tako da različic motorjev zdaj več kot dovolj. 8 vseh skupaj. Pri Oplu so rekli, da Corsa predstavlja še vedno idealno razmerje med zunanjimi merami in prostornostjo. No, zdaj pa sledi program za otroke. Boste videli, da je bila že prva Corsa velika zvezda. Der neue Corsa hat einen variablen Laderaum, einen neuen spritzigen 1,2 Liter Motor